Pozdravljeni v 88. oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. No, danes A te lahko prekinem? Seveda. No, a veš, da sem zdaj v 88. oddaji pogruntil, da mi pozdraviš, da smo z najnimi gosti Robert in Matevž, pa rečeš pozdravljen, Robi. Ne, to si že v eni oddaji prej rekel in smo imeli, mislim, da veliko debato na to, zakaj, ampak lej, tako to je, Robert je uradno, recimo, ne? Ja. A ni tako? Ja, se hecam, no, pa bo to tako dolgo nazaj, da imamo lahko spet. Ja, itak. Ne boš pa poslušalci zdaj čutijo, zakaj debatiramo o relativno nepomembnih stvarih, ker nimamo gosta, ampak imamo pa dobro temo. No in ta tema se imenuje World Construction Forum 2019. To je prireditev, ki bo potekala v Ljubljani v aprilu od 8. do 11. aprila. No in plan za današnji podcast je predvsem pač povedati nekaj stvari. Ravno dovolj časa je še, da koga morda navdušiva, zato da se bo tega foruma udeležil. In zato bo tudi en tak pregled programa naredila, predvsem najbolj se bo pozorientirala na tisti del, ki je recimo to, o čemer ne bi BIM Pogovori sploh govorili, skratka o BIM-u in o digitalizaciji gradbeništva in podobnih zgodbah, ki jih obravnavamo tukaj. Ja, najprej bi lahko začela s tem, da poveva, kaj ta forum oziroma konferenca sploh je, kaj ta dogodek sploh je, pa da mogoče začnemo s tem, kdo smo organizatorji. Organizatorji smo trije, no. Pa to ne pomeni, da sem BIM Pogovori zraven, ne? Ne, mislim, to je najna dnevna služba, najn day job. Se pravi, eden od soorganizatorjev je najna Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, potem sta pa soorganizatorja, mislim, vse so enakopravni soorganizatorji, no, Inženirska zbornica Slovenije, potem pa še Svetovno združenje inženirskih organizacij VFEO, je tudi soorganizator, ki pač skrbi za mednarodno odmevnost tega dogodka. Dobro, potem je tudi kaj je patronaž, kako to prevedemo, Matevž, pomagi? Pokroviteljstvo? Pod pokroviteljstvom UNESCO, pa predsednik Borut Pahor je tudi častni pokrovitelj tega dogodka. Tako da to je nekako na kratko, no. Bi pa še to omenil, da je ta World Construction Forum, se pravi Svetovni gradbeni forum 2019, je v bistvu posvečen 100. obletnici ljubljanske predhodnice Inženirske zbornice Slovenije, no, nekaj takega, a ne pa 100-letnici Univerze v Ljubljani. Tako. Letošnja tema tega foruma je pač glavna tema je zgradbe. Kaj je resilience? To je odpornost. Odpornost, ja. To imam vedno take težave s tem, ker vedno v angleščini operiramo, potem pa vedno iščemo te besede v slovenščini, ampak je odpornost stavb in infrastrukture. Tako na kratko, to je ena taka rdeča nit celega dogodka. Bo pa dogodek potekal, kot je že Matevž omenil, od 8. do 11. aprila 2019 v Ljubljani, čisto konkretno bo pa to v Cankarjevem domu. To je tak neki tehničnih stvari za začetek. Pa bi pa jaz mogoče rekel, da rečemo par besed v samem dogodku, pa tudi v samem programu. No, tako, v bistvu jaz bi tle kar nadaljeval, pa bi rekel, da je pač program nekako zajema 6 tem. Ene so bolj blizu BIM pogovorom, ene malo manj. Ampak recimo, da če je prva tema, je energija v 21. stoletju, ta mogoče najbrž se ni treba posebej dotakniti. No, druga je že bolj taka, ki smo jo tudi na podcastu imeli, to je konstrukcija oziroma gradbeništvo 4.0, tako da ta bo precej zanimiva, se mi zdi. Ja, no, se v gradbeništvu 4.0 že sanjam zdaj, ker je na par dni, ker sem pripravljal en članek. No, jaz bi tukaj opozoril, da je v bistvu, da ima to uvodno predavanje
naš stari znanec, profesor Scherer iz Univerze v Dresdnu. Tako da se že veselim, da spet srečamo sodelavce, s katerimi smo preživeli kar nekaj let po evropskih projektih. No. Tretja tema je pa Cultural Heritage. Ja, tretja tema je pa kulturna dediščina v digitalnem svetu. Ja, no, to je ena tema, ki je kar precej zastopana, bo imela zelo veliko predstavitev. Je pa tudi nekaj, kar se v bistvu v zadnjih letih precej pojavlja po znanstvenih pa strokovnih krogih, zato ker je v bistvu ta kulturna dediščina nekako idealen primer za BIM, zato ker nimaš vedno možnosti, da bi dostopil do konkretnega objekta, infrastrukture, kakorkoli. In če to zgradiš v virtualnem svetu z nekim informacijskim modelom, lahko pa v bistvu marsikaj počneš, brez da bi bilo treba iti na lokacijo. No. Tako da to se mi zdi, da je kar. Robi, ampak zdaj, ko sprot berem jasno tale program oziroma temo, opis teme, sem opazil eno kratico, ki si reče HBIM. A si ti to že slišal? Ne. No. To je Heritage BIM. Heritage, Historic Building Information Modeling. Zdaj, ta historic mi sploh ne paše zraven, če pa Heritage nekako mogoče malo bolj, ampak kakorkoli že očitno, skratka je nek nov buzzword, ki se ga bo treba naučiti. Ali pa tudi ne, no. V istem naslovu sta tudi dve kratici, OVL pa Ontology, kar je kar ena taka Magdalenica, ki me uvede v preteklo desetletje. Da gremo naprej, no, s četrto temo, to bo spet prevest. Upravljanje tveganj, kaj je to? Upravljanje tveganj ob naravnih nesrečah, a ne? Nekaj takega. Potem pa še, kaj je to? Ne vem. Governance for Resilient Communities, se pravi, ne vem, kako bi to prevedel. Bi se mogel potruditi, se opravičujem. To je pač četrta tema, ki govori, če povem na kratko, o potresih, posledicah potresov, pa o splošnih metodologijah, kako se lotiti. Občasni dogodki, ki se zgodijo na toliko in toliko let. Vidim, da so tudi zelo zanimive teme, od potresov do likvefakcije in tako naprej. Tako da to bo tudi nekaj zelo zanimivega. Kar je meni mogoče malo škoda, je to, da je forum pač ima preveč imel prispevkov in je organiziran v 3 vzporedne sekcije, ne. Vsaka sekcija, pač ena tema pokriva eno sekcijo in je kar nekako preveč stvari, ki bi si jih jaz želel gledati. No. Tako da bo zelo zanimivo, jaz se že kar malo veselim tega. No. Okay, ne veš pa, a bo to kaj se posnele in... Seveda vem, sem eden od soorganizatorjev. Zato sem pa vprašal. Ja, vse se bo snemal, po končanem dogodku bodo vsi posnetki dostopni na spletu, če bodo seveda avtorji dali svoje soglasje, ampak jaz ne vidim razloga, zakaj ne bi. Ampak kljub temu se mi zdi, da se bo dogodka splačalo udeležiti, zato ker je pač tam na licu mesta to drugačne. Če ne z druga lahko kaj vprašaš, če ti kaj ni jasno, pa tako. No. 5. tema je pa Engineering Capacity Building. Kaj pa je to v bistvu, kako to normalno prevesti v slovenščini inženirske? Ne bom niti poskušal. V bistvu, ker ta capacity nima nič, nima neke povezave z potresno odpornostjo ali kaj podobnega, ne? Ampak ima v bistvu bolj z globalno ekonomijo in ne vem, in tako naprej. No? Ampak mislim najbolj, da bojo šli poslušalci kar na spletno stran, ki bo polinkana v zapiskih, pa si bojo to detaljno pogledali. Je pa počasi pridemo do zadnje teme, ki je pa tiste, ki se BIM pogovora najbolj dotika, je pa Digital Engineered Built Environment. Ja, jaz bi to rekel, ker ne, digitalizacija grajenega okolja. To je to. Je pa mogoče malo neposrečen. Digitally Engineered Built Environment se morda malo preveč. Tako slišam, pa v redu.
Ja, no, to je v bistvu kar precej natrpana sekcija, natrpana tema z zelo veliko zanimivimi predavanji. Mislim, da bo vsaj eden od naju moral iti tole poslušati. No. Čeprav iz teh datumov nisem preveril, no. Tako da če bom imel šolo, jaz ne bom mogel iti. Ja, jaz tudi ne vem, nisem nič planiral, nimam nobenega prispevka tam, tako da bomo videli, kako se bo to razpletalo, ampak ja, verjamem, da se pa tole začne 9. To se začne v torek 9. aprila, konča se pa v bistvu z predavanji, se konča v sredo 10. Potem je pa še en dan za mreženje. No, in da bodo poslušalci lahko pozorni, celoten ta šesti del oziroma šesta tema, vsa predavanja okoli tega bodo že kar prvi dan, od popoldne, od 1 do večera, do 6 se ne bi tole vse skupaj zaključili in skratka tema, ta šesti sklop je v bistvu kar prvi dan. Ja, se mi pa zdi, da bo udeležencev čez 200. Da ne bom kako številko narobe rekel, ampak mislim, da sem slišal, da pričakujejo več kot 200 iz, ne vem, 40 ali 50 držav sveta ali nekaj takega, tako da se mi zdi, da bo kar pisana druščina. Mogoče še par besed na samo šesto, pač na predavanje iz šeste teme, malo kakšno posebej za izpostaviti. Skratka, asset management je tako v bistvu pod tema, pa v bistvu naslednja pa BIM Lifecycle. Pa facility management tudi, no? Ja, mislim, jaz bi mogoče opozoril, da je tudi kak prejšnji bivši gost na tem najnem podcastu, da hiter se spomnim vsaj 2, to sta Borut Hafner pa Iztok Zabreznik. No, pa po drugih sekcijah je potem tudi Andrej Tibaut, ki bo predstavljal CBIM združenje. Pa ogromno je tudi najnih kolegov, tako no. Tako da jaz pričakujem, no, da bo tale tema bo kar precej zanimiva, no. Kar se mogoče zdi zanimivo za najne poslušalce je to, da bo kar nekaj predavateljev iz Slovenije, kar pomeni, da bojo predstavljeni projekti ali pa dobre prakse ali pa pač neki pristopi, ki bojo mogoče Slovencem bliže kot komu drugemu, no, kar je lahko sam dober. Ne vem, mogoče se splača, pa kakor vem, tudi kotizacija ni tako visoka, tako da vabljeni. A ja, se res, koliko je pa kotizacija? Ja, dobro vprašanje. Da bo še to povedala. Zdaj, en kup možnosti je, kako lahko se udeležite te konference. Zdaj jaz bom tako rekel, no, če ste študenti ali pa mladi inženirji, mlajši od 35 let, dobite dostop do cele konference z vsemi kosili in uvodnimi zakuskami in tak naprej za 100 evrov, kar se mi zdi pa res poceni za nekaj takega. Ja, 100 evrov ni nič, v bistvu nobena konferenca pa je lahko še tako, ne vem, revna na vsebini, v bistvu nima kotizacije 100 evrov, ne, so tam 400 plus, ne. Jaz res mislim, da mogoče najni bivši študenti ali pa mogoče, če ne posluša kdo od mlajših, če imate čas, 100 evrov bo verjetno kar dobro naloženje. No, če naš druga boste srečali ogromno ljudi na tem dogodku, pa mogoče izmenja kakšna mnenja. No. Zdaj drugače kotizacija je pa redna cena je 500 evrov, pri čemer dobite tudi, če se je Gala Dinner, ne, se ne vem. Mislim, da ne, tukaj piše, da ne. No. Gala Dinner bo pa potem 10. aprila zvečer, stane pa 90 evrov, ampak to pa že ni pa del konference, to če se želite pač udeležiti. Pa 11. aprila bo tehnična ekskurzija, ne vem točno, kaj vse si bojo gledali, vem pa, da bodo končali v Predjamskem gradu, pa da si bojo gledali tudi Škocjanske jame. To bo tudi meni, da stane 90 evrov za celodnevni izlet, kar tudi ni to hudono. Ja, zdi se mi pa tudi, sam to me pa ne za besedo držati, da bo to štel tudi kot izobraževanje v okviru IZS-ja. Ja, ok. To je to.
Ne, ni to, zdaj moramo pa reči nekaj na kratico. To so že skoraj hotel spustiti, zaradi tega, ker je, ampak dobro. Bolj za hec in smeh in dobro voljo. Mene je ta VCF tako malo na nekaj spominjal. Prav, mogoče bo to kazalo na to, koliko star sem že. Ampak včasih je bilo po televiziji popularno, ne vem, nek wrestling, ne ameriški, karkoli že tisti zaigrano ali ne zaigrano, ne vem. Ne. Nisem bil zvest gledalec tega, ampak v bistvu je ustal mi je pa v spominu, ne, ta kratica. No, lahko ti povem, da je bilo vse zaigrano. Ja, itak. No, ampak v bistvu potem sem jaz jasno malo pogooglal in sem našel eno spletno stran, ki dejansko naštela 47 različnih pomenov te kratice dvojni VCF. Med temi je nekaj prav posebej zabavnih. Ne? Ampak najprej povej tisto z wrestlingom. No, wrestling VCF je v bistvu wrestling competition, kaj so že rekli? Championship Federation. Okay, Wrestling Championship Federation. Ampak ene druge bolj zmagajo. To sem pa nekam sem link pospravil že, v bistvu pa moram zdaj to odpreti. No, jaz moram eno omeniti tisto prvo, ki mi je Matevž povedal, in to je bil World Cat Forum. Ja, res je. Ja, in to je resen dogodek, tako da ne bo se kdo smejal. Tako, ampak jaz imam pa še eno. Eno še boljše. Eno še boljše. Čakaj, kje je že tale? Ti lahko na pamet povem. Tega si pa res zapomnil. Aha, tamle, World Chicken Festival. Tako, no, ta zmaga. Ta zmaga v bistvu skoraj, ne. Ampak še eni par je, tako da v bistvu bo ta spletna stran, ta Free Dictionary, bo polinkan. Tako da kakšne so res takšne v bistvu nenormalne. Je pa tudi resna zadeva, ne? Taka, ki je včasih obstajala, in to je Windows Communication Foundation. Ja, no, to se tudi še spomnim. Tako da tudi Microsoft je nasedel na to mino VCF-ja. Ne? Pa en je bil še Windows Communication Framework. Ja, skratka, kar nekih je na tale Windows. Je pa tudi resna zadeva, Wildlife Conservation Fund. Mislim, da je World Construction Forum čist v dobri družbi, tudi s takimi. No, sem da povem, kako so prišli do tega. Pač pogooglaš VCF, pa pač ne najde tega, kar iščeš, in prideš pač do takih razlag. No. Seveda, če pa napišete VCF 2019, boste pa itek dobili prav dogodek. No. Kljub temu, da se mi doma hecava, gre za resen dogodek, poleg tega, da obeležujemo 100-letnico univerze, pa 100-letnico nekih predhodnice inženirske zbornice, oziroma predvsem zaradi tega, no, bo na dogodku tudi, mislim, da bo sestavljena in predstavljena ena deklaracija, ena izjava vseh udeležencev foruma, tako da tisti, ki se nameravate udeležiti foruma, ste vabljeni, da ste tudi aktivno sodelovali pri pripravi te skupne deklaracije, ki bo pač ponesla neko sporočilo dogodka v svet, kot si ga pač mi vidimo, pa kot si ga mi predstavljamo. Tako da jaz mislim, da dogodek je nekaj taga, en večjih dogodkov te vrste v Sloveniji letos, pa če ga imate že ravno pred nosom, se ga morda splača udeležiti. No. Je nič, to je bilo malo sproščujoči BIM pogovori na resno temo World Construction Foruma. Če še enkrat ponoviva, kdaj to je, se pravi, to je v aprilu, od 8. do 11. Ne? Če sem se jaz to prav zapomnil. 9.10. je tista glavni del. Ne? Ja, 11. pa potem ima neki tehnični delegati še nekaj svoje zasedanja, pa posebne seje, tako da predvsem gre tu za 9. pa 10. No, no in to je rečeno ravno dober mesec oddaljeno od tega podcasta, tako da je ravno dovolj časa, da se kakšne obveznosti prilagodijo in da si vzamete čas za obisk Ljubljane in pa jasno tega foruma.
Tako da bomo pa, verjamem, tudi na BIM pogovorih po tem dogodku malo zadevo obnovili, morda povabili kakšnega novega gosta, pa nekako se pogovorili, kako je sploh ta forum potekal in kaj je tista deklaracija sploh prinaša. No in to je tudi za tole oddaja vse. Ja, če slišimo čez 14 dni, pa morda vidimo tudi na samem dogodku. Do takrat pa se vidimo na forumu. Do takrat pa kakšen mail na info@bimpogovori.si z vprašanji in morda s kakšno novo idejo, kako se VCF kratica prevede. Do takrat skratka, adijo. Adijo. Robi, še zmeraj čakamo na kakšen mail, ne? Ja. Ni volje, da bi nam kdo kaj poslal oči. Ali pa niso zanimiva, to je tudi vedno opcija. To je jasno, tudi to dopuščava, tako da si sama zdaj pogovarja, čeprav se na to temo že danes v službi malo pogovarjala, ampak je bolj tako prijazno zvečer tole posnet pa. Ja, to si hotel zdaj opozoriti, da to snemamo v svojem prostem času. Tako je, bravo Robi. Je neč. Prevod in priredba Robert Klinc.